Kot vidite, SKIM oziroma Student Conference in Maribor je mednarodna študentska konferenca, ki organizira oddelek za mednarodno sodelovanje študentske organizacije Univerze v Mariboru. Je pa ta konferenca namenjena študentom iz vsega sveta. Tematika letošnje konference je nekako v duhu Evropskega leta, ki je leto aktivnega staranja in pa medgeneracijske solidarnosti. Udeleženci se bodo skozi razne praktične in pa teoretične delavnice soočili na to temo, prav tako bodo spoznali slovensko kulturo in pa tudi tujo kulturo. Prej je bilo slišati, da se je na 80 razpisanih mest prijavilo ogromno mladih. Pa me zanima, kakšne kriterije ste upoštevali, oziroma če mi lahko poveš nekaj več o tem? Vsako leto pripravimo tak obrazec, v katerem udeleženci se razpišajo, kaj mislijo o aktivnem letu, potem napišejo motivacijsko pismo, zaradi česa bi se radi prijavili na to konferenco in potem vsako leto si izberemo en dan, ko se zaperemo v sejno sobo in izbiramo udeležence s prebiranjem teh pisem. To kar traja? Kar traja, ja. Povej mi nekaj o fotodelavnici, katere mentor si. Torej, v bistvu cilj fotodelavnice je bilo naučiti predvsem ravnanje z manualnimi funkcijami, kako dobiti kreativne fotografije, pa tudi nekaj obdelave, se pravi, da lahko slike izpiliš na boljše. In ti, ki so se udeležili tvoje delavnice, to verjetno neko predhodno znanje so že imeli ali tudi ne? Nekateri ja, nekateri ne. Tako da, v bistvu, tu je bilo od osnov pa do nekaj tiste, ko že nekaj zna. Nastja, ti si tukaj na teh delavnicah kot, torej, zdaj so mi povedali, kot organizator prostovoljka, pa me zanima, kaj je recimo razlika oziroma kako to, da si izbrala ravno to dejavnost kot prostovoljka? Ja, pač za poletje sem si pač izbrala, da bi pač nekaj pomagala. In pač moja naloga je, da naprimer zjutraj, ko ima kdo kako vprašanje, ga pač mu povem ali pa, da če ga treba kam odpeljati, pač če ga treba voditi kam, pač pomagam pa družiti se pač tak z njimi. Pač je manje to. In to je zdaj prvo leto, da si se odločila stopiti k temu projektu? Ja, ker sem prvo leto na univerzi, tako da je tudi prvo leto. In mogoče zdaj že veš za naprej, bi še kdaj ponovila to doživetje? Ja, 100% bi ponovila. Hvala. Se to morajo vsi, da morajo, veš, napisati, da pride. Ja, veš, pa tudi tebi, pa vlah, pa tudi zadeve ne čakajo do zadnjega. Ja, torej, jaz in Mojca iz filmskega društva Film Factory vodima že drugo leto zdaj tukaj delavnico na SKIM-u. Pri nas v skupini je sicer bilo napovedano 8 študentov, ampak organizatorji so rekli, da je pač bilo nekaj odpovedi, tako da na koncu smo imeli 5 sodelujočih, kar je potem se v bistvu oblikovala ena fajna manjša skupinica, s katero je bilo še bolj prijetno delati, ker smo lahko v bistvu se posvetili vsakemu posamezniku in mu točno tisto razložili, kar ga zanima. Pa veš mogoče, odkot prihajajo teh 5 mladih? Ja, v bistvu vsi so iz različnih držav, mislim, da sta 2 Španca, potem Mađarka, Slovak in pa Bolgarka, oziroma ne, Romunka. Kako pa poteka delo, oziroma mislim glede na sam jezik sporazumevanja, ki je verjetno predvidevam angleščina, ne? So tu mogoče kakšne težave? V bistvu je edina težava, ki je to, da v osnovi smo se mi tako učili vse stvari v angleščini, zaradi tega, ker to zelo pač največ znanje je ravno možno pridobiti preko interneta, naprimer. Teda je v osnovi lažje, ampak zdaj tudi izvajamo delavnice za slovenske študente oziroma učence in ravno prejšnji teden je bila ena taka delavnica, tako da zdaj preklapljanje med angleščino in slovenščino, to je mogoče problem. Drugače pa je to taki posel, v katerem moraš znati angleško in je v bistvu osnova angleščina, teda niti ni taki veliki problem se sporazumevati. Drugače pa kretnje pomagajo, slike pomagajo, video pomaga, tako da, ker film pa je univerzalni jezik in ga vsi razumemo, teda tudi ni nekih velikih težav z jezikom.
Ti si tu študent iz Novega Sada, kar pomeni, da si verjetno prišel iz najbližje destinacije, ne? Kot ostali. Pa me zanima, kako to, da si se odločil za neke take delavnice? Kaj je tisto, kar te je prepričalo? Mislim, da je pomembno, da mlajši ljudi bo aktivni. Tak sem jaz, prvič sem prišel v Maribor na študentsko izmenjavo, učil sem se slovenščino, pol sem dobil še eno štipendijo in zdaj sem končal študentsko izmenjavo v Ljubljani. Potem sem prišel spet na to konferenco v Maribor, da vidim stare prijatelje in tak spomine.